Nekoč, pred davnimi časi, za 9 gorami... Pa dekak davno, če se to zdaj dogaja. Drugače. Jutro je spustilo mokro roso po deželi in sonce je... Pa kako jutro, če je v šolo zamudil? Skoraj bi odbilo poldne, ko se je mladi Francel sunkovito zbudil iz spanca. O, ježešna, je rekel. Pobral je svoj od škisove prešvican moder trenč in kot mlado poskočno jagnje po štingah odskakljal in tekel proti faksu. Na troli se je, kot ponavadi, lotil svojih fig. A kar se je zgodilo potem, ni pričakoval nihče. To je bila ljubezen. Zdela se mu je znana. Pa menda ni to ona, ko sem je na Tinderju super lajku. Še preden je prestrašena revica zbežala, je Franci na telefonu že izvohal njen profil in polajkal, kar se je polajkati dalo. Ja, in pol se je postavil tam pred mene in se začel slint, ko en mulc, ko vidi Lego kocke v štrcuni prvič. Ja, mene je skor kap. Pa šela se ima take ful čudne. Mislim, okej, sej malo so kulno. Ja, bo pesmi piše. Sej vem, tega se noben več ne dela. Ej, ne vem, kak mu je ime, sam je pa prej na Instagramu nek Franci ali Franci ali neki tasga dodal, tako da moram prečekirati, no. Ja, sem ga prečekirala, pa sploh ne izgleda tako slabo ta Franci. Mislim, frizuro ima bolj razmetano, kot večina študentskih sob v Rožni za majske igre, sam je pa kar lušten, no. Pa mu bom jaz zdaj malo polajkala, pa upam, da me še kaj prije tam pogledat. In storile tako. Julija je tisti večer prestokala vsak Instagram, Facebook, Twitter, Netlog, YouTube in MySpace profil mladega Franceta. Našla je celo omiljeno prodajalno Fig, kjer je mladi kuštro kupoval svojo razvado. Francija, ker je svoje večere rad preživljal na karaokah s prijatelji, pred 11. uro dopoldan na tržnici ni bilo pričakovati. Se živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Skupaj, kje so roke, kje so strica? Čakala je pred stojnico in zaljubljeno gledala v telefon, ni pa vedela, da se ji pred nosom že približuje enako v telefon zalimani zaljubljeni France, ki je odkorakal kar mimo nje. Eno šteko fig, prosim, je izpod čela naročil kot vedno in prodajalki že prej pripravljen drobiž podal ter izmenjal za frišne fige, ki bodo zdržale do konca popoldneva. Instagram navdušenec, kot je mladi Franci, je seveda svoje nove fige objavil na story, kar pa je seveda opazila tudi mlada Julija. Hitro je pogledala navzgor, okoli sebe, v upanju, da ji pogled zakrijejo skuštrani lasje, a moder, od škisove zmečkan trenč je že odšel za vogal. Mlada Julija je čakala in čakala, da se bo France končno pojavil pred njo, a ni vedela, da je bil Franci v bistvu ves čas tam. Ker se je Juliji počasi filal Tinder poštni predal mladih snubcev in ker si Franci razen pesmi objavljenih na Facebooku ni upal storiti nobenega koraka, se je odločila, da gre še zadnjič na tržnico in ob štancu s figami vesno čaka Franceta. Sreča jima ni bila usojena. Čeprav sta bila blizu, sta bila tako daleč. Mlada Julija je obupano zrla svoj Instagram in žalostno odkorakala iz štanta s figami, mladi France pa je v žalosti in kančko upanja na stojnici fig pustil zvezek poln pesmi, ki je na platnici nosil ime njegove Julije. Zvezek sta nato našla Maja in Lovro ter se odločila, da bosta pesmi v presojo ponudila najbolj vnetim ljubiteljem slovenske knjige, ponosnim lastnikom zlatih bralnih značk. Bom jaz začel. So pa 4 kitice, tako da ne boste dolgle. Predolgo sem gledal lepota navzdol in iskal sem tvojem morju pomol. Sem mislil, da gledam široko v svet, a preosko, da niste mogel ujeti. O, mladi Francesco, povej mi zakaj. Mi nisi teh pesmi pokazal tedaj. Jaz hotla sem tebe prijeti v roko, da pil bi mi eno po eno na uho. Zdaj čist je prepozno, ker ona ima tipa in še tle na Insti se mi izumika. Sem probal s komadi za knjigam grafiti, a Julije več nisem mogel dobiti. Če ne bi skozi gledala v tale ekran, bi videla, da zunaj res je ljub dan. Naslednjič, ko spet ki iskala bom te, na mesto ekrana bo sijalo srce. Kaj pravite? 2 roke gor? Pa to je neverjetno, dajte nam en aplavz. Neki! Ok, zdaj si dajte pa en aplavz.
Super ste počakali. To je to. Najna pesnica je spela malčas, mislim. Ne? Njim je bila všeč, jokali so od radosti in od veselja. Literatura ima prihodnost v Sloveniji, tudi če smo preveč na telefonih. Tako da sva zelo vesela, da imava take podobne bistre glavce, kot so midva, če lahko tako rečemo. Tako da berite. Verjamete, literatura je marsikdaj ful navdih tudi pri nama. Tako da berite, ne pozabite tega videa lajkati. Subscribati, pa kaj lepega na spodnji da pišete za vse te Kako pridne pesnico, otroke. če imate kako lepo pesnico, le dajte spodnji napisati.